Prehajamo na 9. točko. Predlog pravilnika o spremembi pravilnika o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik. Predlog pravilnika je objavljen v gradivu številka 18, predlagatelj župan, poročevalci magister Matjaž Srša, Aleš Korjanc in Maja Sušnik. Besedo ima magister Matjaž Srša. Hvala za besedo. Veljavni pravilnik sicer zdaj določa, da imajo stanovalci, ki imajo na plačljive površine možnost parkiranja svojega osebnega vozila, če seveda nimajo lastne površine, na podlagi brezplačne dodeljene letne parkirne karte na gospodinjstvo, vendar le na parkirnih površinah Frančiškanskega trga. Zato smo strani teh prebivalcev pridobili, pobude, da se jim ta stvar omogoči v njihovi neposredni bližini, z obrazložitvijo, da na parkirnih površinah pri Frančiškanskem trgu, kjer pa seveda sedaj lahko parkirajo, nastajajo težave, in sicer iz vidika prireditev in samega drsališča, pa seveda zaradi varnosti vozil. Dejstvo je, da parkirišča v njihovi bližini so, na voljo, in smo iz tega razloga tudi ta predlog podprli in s tem spreminjamo 8. člen tega pravilnika. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Brane Golubovič. Lepa. Sam osebno podpiram to rešitev, ker se mi zdi nekako smiselna. Konec koncev ne gre za neko veliko število teh letnih dovolilnic. Tako ali tako so bile že v veljavi, sicer samo za parkirišče pri Frančiškanskem samostanu. In pa še nekaj treba vedeti, omejitev parkiranja je bila samo od 7 do 15 ure, ko so parkirišča plačljiva. Večina teh je v tem času v službi in potem lahko parkira, kjer hoče, brez dovolilnice. Se mi pa, to je ena od rešitev. Vsekakor se mi pa zdi pomembno, da v prihajajočih letih tudi na podlagi strategije prometne, ki je v izdelavi, upam, da bo odgovorila na izzive, ki jih prinašajo, ki jih prinaša mirujoči promet v samem mestnem jedru. Dejstvo je, da Kamnik postaja vedno bolj turistična destinacija, da se veliko turistov tudi pripelje z avtomobilom v Kamnik in da bo potreba po parkirnih mestih vedno večja in v mestu parkira tudi vedno več ljudi, ki dela v mestu. Se pravi, če ne parkirajo na plačljivih parkirnih mestih, kjer stane parkirnina mesečna že, vrsto let 25 evrov, se pravi v primerjavi z Ljubljano, tam, kjer jaz plačujem zelo poceni, pa parkirajo zelo v neposredni bližini, in s tem pa se povzroča problem stanovalcem, ki ne morejo parkirati na svojih parkirnih mestih, zato ker jim parkirišča zasedajo ljudje, ki pridejo na delo v Kamnik ali delajo na banki, pošti, upravni enoti, konec koncev tudi na občini. In ta izziv pa nas čaka in ta izziv se mi zdi pomemben, tako da ta odločitev, da lahko stanovalci mestnega jedra, ki nimajo svojega parkirišča, parkirajo na vseh plačljivih parkirnih mestih, je okej. Večji zalogaj pa bo poiskati rešitev, kako zagotoviti zadostno število parkirnih mest za obiskovalce Kamnika in pa kako na nek način obenem omogočiti zaposlenim v mestu Kamniku, da parkirajo celodnevno. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, mene pa zanima, na podlagi česa so si ti stanovalci pridobili neko pravico brezplačnega parkiranja na teh parkiriščih. Je bilo mogoče v času, ko so se gradila ta stanovanja oziroma ko so nakupovali ta stanovanja, bili udeleženi s kakšno participacijo finančno in jim je zato kot neke vrste poravnava bila potem dodeljena brezplačna karta.
glede na to, da v vseh drugih mestih, tudi manjših občinah in mestih, te zadeve niso brezplačne, ne. Jih je potrebno plačati, zdaj, če nekdo nima parkirišča tam, je to verjetno že vedel takrat, ko se je tja preselil, ne, in je mogel to nekako vzeti v zakup, da mogoče ne bo mogel čisto do doma priti z avtomobilom, no. Toliko, samo to, hvala. Hvala, poročevalec. Hvala za besedo. Prvo bom odgovoril gospodu Ljuboviču glede razmišljanja. Seveda se zavedamo, da je tudi v prihodnje treba razmišljati glede razvoja turizma in dodatnih parkirnih mest. Kar se tiče pa vprašanja gospoda Močnika, dejstvo je, da pred leti ni bilo plačljivih površin, pa so bile uvedene. Se pravi, so določeni stanovalci izgubili neka mesta javna, govorimo o javnih parkirnih mestih, kjer so prej lahko parkirali, ker so pa z nekim, bom rekel, pravilnikom čez noč dobili plačljive površine, na katerih niso smeli parkirati, razen če bi plačali. Se pravi, so izgubili neko vrednoto, ki so jo prej že ohranili. Zaradi tega je bil pač sprejet ta pravilnik, ki jim je omogočal, da na gospodinjstvo dobijo eno brezplačno parkirno karto, vkolikor seveda nimajo lastne površine. Se pravi, dejansko bi bilo nepošteno v preteklosti, da jim ne bi omogočili parkiranja, če te parkirne površine svoje lastne nimajo. Vemo pa, kakšno izgleda mestno jedro in dejansko redko kateri objekt sploh ima lastno parkirno površino. Hvala. Hvala, še kdo? Ne. Zaključujem razpravo in glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme pravilnik o spremembi pravilnika o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 23 svetnikov, proti nihče, za 23. Ta sklep je sprejet in ta točka zaključena.